so muzičari, pa so muzičari, pol pa Miki. Miki žive. Lepo, zdaj ne vem, a je to, veš, to je lahko ful kompliment, lahko pa čisto obratno, ne. Kako ga pa vzameš? Jaz ga bom vzel za dober, ne, ampak Okay. jaz hitro gledam, veš, to druga stran, to so muzičari, pa oni, ki bi se radi z muziko ukvarjali, pa Miki, ali tako. Mislim, da si ti tako mislil, no. Ja. Ajde, zdaj pa še jaz. So novinari, pa so oni, ki sprašujejo, pa je Mark. Koliko so dobro, pa oba dva sva na M. Miki, hvala, ampak ful sem vesel, da se vidva. A ti veš, da sem se videla na zadnje videla? V bistvu, ni šans, da se spomnim, pa sam vem, da si ti bil mojster televizije že pred 10 leti, že lahko rečem, ne? Malo grozen to slišati. Ja, ampak lej, smo pa zmer mlajši, čeprav so oba mičken posivela, ampak že takrat sem tebe cenil kot novinarja, ki sprašuje preudarno, neuno na prvo žogo vse. Tako da se v bistvu malo kar bojim tega intervjuja tvojega, ker vem, da bomo šla v globine morja. Sem vesel, da tako, ampak je pa to breme, a veš, je pa to breme, pa še teži. Ne, sej nisem. V bistvu Prišel sem k tebi brez vsakega razmišljanja, kaj bom komu kaj rekel, zato, ker se mi zdi, da si ti tako zelo cool. Evo. Ti imaš pa res lepo ženo, no? A pa sva začela, no. A veš, se mi zdi, da smo pa zdaj najglobi, ne? A pa pri ženi začela, dejva pri ženi. Dejva. Ajde, gra pa ne. Ona je to ljubezen? Ona je pred 32 leti naredila prvi korak. V bistvu prvi korak, no. Ja, na nek način, ker jaz sem pač se zagnal, ker mi je ona dala misli, da se lahko, in jaz sem šel v rože čist, ne, in sem se zaljubil toliko močno, da mi je bilo vsem, ker takrat se je ona imela nekega fanta že, tudi znanega, res fejst fanta, čudovitega fanta, ampak meni je bilo pa čisto vsem, kaj so o meni govorili, ker je bil tudi glasbenik, in ker je pač ona je odločila, kdo bo igral fuzbol naprej, ne? Kdo bo šel podaljške, ne? Bravo. In je moj steber, moja življenjska sopotnica, včasih, mislim, vsi to rečejo, ampak jaz sem zdaj v teh letih, ki pa to živim. V bistvu gledam čisto drugače in cenim svojo gospo, ki je šla z mano skozi up and downs, ni bilo samo up, je bilo tudi zelo down, težke stvari so se mi zgodile, nama zgodile, in v najtežjih trenutkih je ona stopila na mojo stran in zato bom celo življenje hvaležen. Plus to, pa zgleda zmer boljš, mer bolj seksi. Ona pravi, da ne, ampak jaz pa gledam njo, pa ne sam jaz, vsi jo gledajo, ona je stara 50 let, sam ne povedati, mislim, Ben mu povedati, ampak zgleda pa zmer bolj jaka, seksi, tako preudarna. Ok, to, da jo hvališ, je ok, ne, pa logično, pa razumljiv, jaz bi tudi, ne, ampak a je pomembno za nekoga, ki je skozi tako na prepihu, kot si bil ti, ne, skozi v enem pogonu, skozi v eni dinamiki, pomembno, da imaš nekoga doma, ki je stabilen, ki je postavljen, ki na nek način tudi vase zaupa, vase verjame? Mislim, kar se, če govorim v svojem imenu, je sigurno, ja, jaz ne znam biti sam, oziroma lahko sem sam 2 dni v pidžami, to zmeraj rečem, in se filam, se ne smejim, ne pogovarjam, ne govorim, nisem zabaven, ampak jaz nisem človek, da bi bil sam, se pravi, rabim družico zraven, nekoga, da mi pokvari dan, ali pa da, veš, da mi nekdo zateži, vsake toliko cajt, se ni skosno, ampak zna zatežiti, ampak je zaenkrat še v teh gabaritih, ta dobrih, mislim, vzdržnih gabaritih. Dobro, če 32 let ostala znotraj teh gabaritov, je čisto v redu, Je, ne, ok. Miki, na drugi strani pa spet tudi ta koncept familije. Kje sta šnaps dobil, to je res dobro. Pa kako če je voda, ti pa res čuden. Za vse tiste, ki verjamejo gospodu Žitniku, ni voda. Miki, malo še res v domislu. Poslušaj,
Da greva zdaj. Familijo pelat, Ja. isto Je to tako sploščeno, da je. Ja, tako šnaps pač ne paše not, ne. Aha. Žganje, se pravičujem. Ja, tako, to bo boljše. Daj nehaj, no, daj greva od začetka, še enkrat začnite. Ne, hecam se. A ti je pomemben to, da si imel ta kontrapol, no, to ti hočem preveriti, da veš. Absolutno, Ne, ja. če tam je Vem, kaj hočeš seks, rock'n'roll, ne vem. Jaz sem zmer prišel domov, to je sem z žene večkrat rekel, jaz rabim to in ona ne da bila, ampak je moj zapik dejansko. Jaz brez nje ne vem, kako bi se znašel, no. Tako da mi je ena taka velika, večja polica, kot sem jaz, no. Naslednje vprašanje. Sem te hotel vzeti, a veš, tako moment, da ti bo malo se usedel, da boš to težo tega odgovora tudi šel domov pol in da se boš tega zavedal. Zavedam se, da je moja gospa, glih zato, ker so dala toliko stvari čez, ona me pozna, jaz mislim, da se ne morem zlagati, ker mislim, lahko se izlažem, ampak ni šans, da ona me v 2 sekundah me prebere, ne. Ona me pa res pozna in pa zdaj, a veš, ne morem reči, da sem zaljubljen, tako kot vsi govorijo, da si zaljubljen do konca življenja. Zaljubljenost je bila na začetku, bom rekel, ona, ki sem bil prav na drugem planetu sem bil, ne. Zdaj potem bi pa druge kvalitete, v bistvu druge stvari, ki so pa, rekel, bolj pomembne, ampak tudi pomembne, to je pa pač ta harmonija, evo to, harmonija, da vzdržuješ harmonija skozi 30 let, bo imela drugo leto poroke plus 2 leti, da se to odpeljala, a veš, jaz zmer pravim, da ta relations, to ni črno-beli svet, ne, ampak je veliko mavrice, ne. Vse barve so noter in moraš znati uživati v tudi kakšni drugi barvi, kot črni po beli, ne. Vseh odtenkih. Odtenkih, ja. Vseh odtenkih Barve. življenja, okej. Kje pa muzika stopi v tvoje življenje? A je to, a veš, danes veliko se pogovarjamo o tem, a tisti, ki smo pred kamerami, pod reflektorji, a imamo kakšno terapijo na ta način, a kaj zdravimo s tem, a si kdaj razmišljal o tem, kako to, da si v muziki končal? Ja, v bistvu jaz upam, da nisem končal, ne. Je pa res, da sem se pred leti tako spraševal, kaj pa naj delam, če ne bom tega delal, kar res počnem, ne. In tudi ta razhod z prejšnjo skupino me je tako, me je kar malo sezul, ne. Ker je to big step, ne. Ker naenkrat si sam na prepihu in loviš, da se primaš levo, desno, in kaj bi delal, da ne bi bil glasbenik, ne nimam pojma. Vem pa, da sem se ful prav odločil, da sem šel v muziko, da že pred 40 leti. Rad sem tako, a veš, ke si v osnovni šoli, pa ke začneš kitaro igrati, takrat nisem razmišljal o puncah, ne. To je prišlo malo kasneje. Je treba povedati, da ne bi kdo narobe razumel. Ja, Beatles sem imel, jaz sem bil otrok Beatlov, ampak Beatles so mi bili, The Beatles so mi bili prva baza, se pravi, vse sem črpal iz njih in še danes sam sebe včasih ujamem, da so Beatli itak napisali vso muziko, ki je treba. Vsi izhajamo iz Beatla na konec koncev, ne. In takrat sem bil sam frajer, sam sebi, da sem lahko na kitari zaigral akord, ki itak sem se jih sam naučil več ali manj, no. In zapel zraven, zmeraj sem pel zraven, ne. Pač tekste, imel sem besedila tudi tako, tekste in takrat sem se sam sebi dokazoval, da to zmorem, ne. Punce so prišle pa malo kasneje, da sem se postavljal pa ne samo pred punce, pred družbo, da sem lahko zapel in tako je moja glasbena kariera štartala že ko sem bil res mlad. Se spomnim, so bili tudi negativni učinki, enkrat se spomnim, na Rabu smo bili, Rab, Lopar, tista rajska plaža tam in jaz sem
lih to kitaro igral, da sem že znal nekaj zapeti in zvečer v 8-9 sem šel na plažo v bistvu in na plaži začel igrati kitaro in pet. In so kar tako mularija prišla do mene, pred mene in so bili tako en parček, pa fant, pa punca, pa drug parček, pa tako bi kar nekaj, bilo tako 20 ljudi pod mano in jaz sem pel, ne. In pol sem mislil, kva sem frajer, ne. In pol, ko je šla ura malo kasneje, ne, tako en parček, zing, pa sem še 2 tipa pred mano, ne. Tako sem rekel, vsi so si punce dobili na moj račun, jaz imam pa 2 tipa od spredi, ne. In si razumel, mogoče sta se pa une 2 najdla, ne, pa je tudi to Morda, je pa se spet nekaj dorga naredil. No, a vidiš, Maurica pa to. Poslušaj, ampak jaz mislim, da ta zabavljaški gen imaš ali pa ga nimaš, a ne. Zdaj, a se ti skozi glasbeno šolo učiš, a sam akorde učiš, to je irelevantno, ne, ampak ta gen pa imaš ali pa nimaš in ti ga ziher imaš, ne. A si takrat to štekal ali ne? Ne, to sem šele zdaj, pred kratkim, pred roku 10 let pogruntil dejansko, da imam eno stvar, ki jo se težko naučiš, ne, pa to ni kitara, niti vokal, petje, ne, ampak to je tisti X-faktor, ne, ko jaz pridem v prostor, vidim, da moram pač, da se nočem zdaj, da bi spala hvalospevno samemu sebi, ampak imam nekaj, k ljudi, tako da ljudje obrnejo glavo in me tudi poslušajo in kaj bom naredil in ko pridem v prostor, jaz že nastopam v bistvu, ne. Ker včasih naporno meni, ne, ker sem v resnici ful sramežljiv fant. Ja. In naučil sem se skozi leta to rešiti, imam pa še zmeraj tremo, kar je pa najboljša stvar. A res, daj mi to razloži, obe stvari me zanimata, zdaj greva najprej k tremi, ne. Kaj je trema? Trema je nekaj, kako jo ti čutiš? adrenalin, sploh zdaj, ko imam nov band, s katerim da turamo, ne, oni me spoznavajo, ne, ker jaz sem skozi, ko sem na odru, improviziram, ne, skozi. Večinoma imamo narejen program, ampak jaz improliga je skozi, ne. In nihče ne more pri meni igrati, pa razmišljati o fuzbal tekmi ali pa karkoli, ampak vsi me gledajo in se smejijo, ker ne vejo, kaj jih čaka, ne. Ja, in to je ta draž in to je, jaz pravim, to je najboljša stvar. Da pa imam tremo, ko grem na oder, morda ravno iz tega vzroka, ker ne vem, kaj se bo zgodilo, kaj bom imel. Evo, ta teden sem bil, v nedeljo sem bil nekje sem igral na Oktoberfestu na Bledu in jaz nisem vedel, kaj bom počel. In ko sem prišel na oder, sem zagledal neka velika grupa Italijanov, pa sem Italijane razturil, pa je bila gruča Špancev, pa sem se Španci ukvarjal, pa so bili pa Slovenci, itak, pa Indijci, te so pa najjači. Oni so se usedli pred oder, pred mene in moje komade napela, pač čutili so me, sem videl, ne. In da sem zanj komad zapel pesem, ki sem jo napisal svoji hčeri za poroko, ki se imenuje Prvi ples, ker je slepa, to se moraš poslušati, Prvi ples, in oni so jedli so me, Indijci, ne, in je bilo res, res čudovito. Ja, oni radi dobro jejo, ne. Tudi, ampak novice jim ne, so suhi vsi. Tako da trema je... Ampak kako začutiti daj mi to razloži, ne, ker jaz včasih, ko sem stal na odru, ne z glasbo, ampak je res pomemben ta moment, a zavajba dvorana s tabo, a zavajba skupina ljudi za tabo, oziroma če imaš to dinamiko, da to zavohaš, ne. Tle sem res, res dober, tle to čutim, ampak iz tega vzroka pa ne vem, kaj se bo zgodilo, ko predno ne stopim na oder, ne. In takrat me čaka, v bistvu se zmeraj vržem v ocean in plavam, ne. Znam pa dobro plavati, bom rekel, ne, v teh vodah, ne. In zdaj pa ima adrenalin, ne. Mislim, imam strah pred publiko, ker ne vem, kaj bom. In pol, kaj mi to gre, in pol je to, kad dobiš ljudi na plesišče, kad dobiš ta vibe, se pravi, kad si zalaufal mašino, to je kaj reš, zmagal si, ne. Kje pa je tle ta sramežljiv fant? Sramežljiv je pa tako, da v bistvu, kako na to razložim, če mi ni treba, sem raje odzadaj, skrit, skromen, mehen, neviden, če se le da,
tudi kjerkoli, če moram nastopati, ne, najprej se v meni prebudi ta majhen fantek, sramežljiv, ampak ker sem se skozi leta naučil to obrniti sebi v prid, se pravi, to sramežljivost, tremo, ki je povezana s tem. Da greš v eno drugo vlogo. Ja, in potem jaz obrnem in naredim eno stvar, kar to zdaj te povedal prvič. Prišel sem v tak mentalni stadij, da čeprav sem bil čas ne samozavesten iz tega vzroka, da sem samozavesten in si zaupam. To pomeni, da si zaupam in si rečem, tudi tekste, ki jih ne znam, si rečem, ko bom pel, mi bo pol to že ratalo. In to je bilo prvi, se spomnim, na Melodijah Morja in sonca leta prejšnjem tisočletju še. En komad je bil ful težek, ne briga me, kaj sme se, kaj ne sme, ful težek tekst. Res vse je bilo podobno, Miša Čermak je besedilo napisala in jaz, ki sem jo zauno rjuho, se reče, zaveso, in ko so nas napovedali, ko sem jaz še gor, jaz nisem imel, kako se komad začne. Katastrofa, kjer strah, kjer trema, panika, kako, kje. In kaj je in se znal besedilo in je čak odletel. To sem se naučil, da se zdaj naprej zaupam, tudi če nisem 50% kakšno besedilo, si rečem, vse bo, dejansko z muziko mi pride tudi besedilo in tudi, čeprav me moja hčera, pa žena, obe dve, na mojih koncertih zdaj špilih, me gledata v zobe in usta in gledata, sem kdaj se bom jaz zmotil pri mojih besedilih, ki sem jaz napisal. Ne? In to kle sem bršela bajzera, ampak tako, ko sem znal angleščini improvizirati, tudi slovenščini znam improvizirati. Enkrat lahko ti povem, da smo igrali v Mariboru pred 25 leti, 20. In so bili neki angleški gostje in jaz sem pel I Can Get No. Jaz ne znam nič teksta, razen I Can Get No Satisfaction, pa On the Radio je noter nekje. Ampak nekje? Nekje. In jaz sem tako, ko je bilo konec, je prišel en iz Londona tip do mene, da to je bil najboljša interpretacija Stonesov, svaka čas, I Can Get No, najboljši. Mogoče on Jagger je šel v teh slabših letih, a veš? Morda. Pa sta bila na isti frekvenci. Morda. A je kilometrina pomembna? A se ti zdi, da je to, da si... A sem še pri glasbi? Ja. V redu, gremo pa še tja. Ampak, a se ti zdi pomemben to, da si stal na čudnih odrih, na velikih odrih, na majhnih temnih odrih? Na neodrih. A veš, da si na neodrih, ja. Jaz se spomnim, da mi je enkrat en razlagal, da je Tereza Kisovja tam nekam v hribe pri nas prišla in da so ji naštimali en kamion in da je gor na kamionu stala in da je bilo 5 ljudi, ampak da je odpela šuska, da je bilo za Lisinski. Seveda, točno tako, se sploh ni važno, kje stojiš. Jaz res ne dam veliko na to, kar se odrov tiče, ker takrat, ko si ti na odru ali pa na tleh, bom rekel, pred ljudmi, sploh ni pomembno, ker zdaj čutim, zdaj na star leta ugotavljam, da ta vibra, ta moja energija, ki jo skozi tele zvočne valove, ki jih spuščam iz sebe, dajem publiki, da te včasih zadanejo in dosežejo bistvo. Lahko si pa ti najboljši pevc, veš, pa pravilen, pa ne boš emocij sprožil pri poslušalcih. Lahko pa še eno anekdoto povem, ker si rekel Tereza Kisovja, ker sem se prav nasmejal, ker si mi rekel, enkrat smo nastopili s Terezo Kisovjo in ona meni reče, ja, mali, znate jedno moj, hočemo neko moj zapjevamo, ne. Pa se kao, pa mi sviram jedno, ko je vašo, znam, Magla. To suveren sem rekel. No, on me tako pogledal, da. Takrat, če nisem štekal, pa čez 10 sekund, 5 sekund, sem se malo pol, nisem se upravičil, ampak sem spel, da je bila joke, ne. V glavnem, Magla malo sem pač zamenil. Za Maglijo. Ja. No, ampak je bila pol navdušena? Ja, smo lepo. Ste Maglo znali?
V bistvu sem imel, danes, pred 1 uro sem klical tega tipa, igrač na rojstnem dnevu. Ja, Temu tipu, ki sem ga pred 1 uro klical, to je Frank Derenda. Madonca. Ja, no. Ona je bila skrita gostja za njega in takrat sem pač provalil maglo Terezi Gesovi. Miki, odri, verjetno ne sam pri nas, ne samo v Ne. Sloveniji, tudi ta občutek, prej si našteval te neke, Italijani uživajo verjetno drugače ali pa reagirajo na nekaj drugega, kot Indijci, si nam Včasih razložil. sem imel merila, mi smo igrali po celi Evropi No, saj to mislim, ja. in najboljši žureri so bili za nas nič gleden kvaliteten. Ari, Do te nedelje, zdaj naprej so pa Indijci, ki pa še njih pojejo. To je pa tok na glavo, tok so sproščeni, tok jih briga. Ampak imamo feeling, da prav čutijo muziko, ne? Da jih kar meče po muziki. Pač Nederlanda, to so pijani pa zadeti, te pa niti ne, no. Indijci, no. Razlika. So pa že od zraka. No, Italijani pa so pa tako, oni pa so bolj kvalitetni. Rekel, poslušajo, jaz včasih, te Italijan sem zapel en komad, ki sem ga jaz na svoji poroki zapel, ki se imenuje Aki, Kankal, še danes ne vem, o čem govori, ampak sem ga pol po Sloveniju, sem naredil A ti. Besedilo napisal kot A ti. Fausto Lali ga je pel v Italiji. Predtem ga je pel Fausto Lali, ena ženska. A v bistvu mi je pa Draga Bulič povedal, da original tega komada je pa Hurt in ga poje Elvis Presley. Se pravi, vsi so si kradli, jaz sem ta zadnji. No. A ti. Dobar, Ja, Hurt. Ful dobro imate. moram slišati. Nec bova dala v spodaj linka, ne? Pol, da bojo ljudje vedeli, o čem govoriva, a veš, ne? Okay. Ker Indijcev ne morva vseh, ker verjetno indijskih komadov pa ne znaš. Pa imaš tudi prvi ples, lahko noter daš. Si povedal, ja, pa dej kar povej vse, kaj damo. A še kaj povejo? Ne, po ampak poroki? no, na kaj si pa najbolj ponosen, če tako gledaš. A ta nov Miki, nova dimenzija, veš, se Ta stara, nova stara. nova Že stara nova. Ja, stara nova verzija, a je to nekaj, ki te zdaj driva, ki te pele, a je to A ti povem nekaj. ja, iskreno? izpovedna potreba? No, sem to enemu rekel, enemu v Nemčiji, velikemu direktorju, in se nekaj, da grem danes k tebi na tole kast, ali kako se reče. Ja, In se rekel, da bom povedal tudi, vprašam, a to res rekel, sem rekel, bom. In zdaj bom res povedal, da po 50. letu, ne, ali pa zdaj, ja. ki sem že skoraj 58, sem doumel, da moj life gre nadol. Ne, v smislu, ja, prišel sem čez pol polovico, tako, kar fajn sem zagazil, ampak toliko sem ponosen, močan, zbalansiran, bom rekel, prav uživam v teh letih. Žal mi je samo, da sem spolna energija gre tudi nadol. No. To sem mu rekel, nek pa našel, da to povejo. Sem rekel, bom. Ja, zdaj sem povedal. A res, Miki? Ja. Zdaj sem še po 3 ure seksam, prej bilo tako 8, 9, zdaj pa tam 3 ure. Pa sem pa jaz malo starejši od tebe. ali kaj? Ali minuta, nekaj tega. Ja, okej. V glavnem in... A se tako tudi počutiš? Ne. Kaj? To, da pada dol. Ja, mislim, absolutno, veš, jaz to športam, mislim šport, ne da fulne športam, ampak... To se nama vidi obema, ne? Ja. Prav šel sem ta ligo na mizo teniško in zmagal sem enega dobrega, res dobrega, in sem si štel tako včasih, kaj o mene. Drugač nisem več šel hitro, telo, mislim, glava bi, telo ne gre, to hitro več, tenis igram, isto tam ne morem laufati. Vem, da bi dobil nekoč kakšno žogo, zdaj pa pač sem prevelik, da ne rečem, pa tudi pumpa mi ne dovoljuje več tega, ampak se ne, jaz oziroma nisem nesrečen zaradi tega, vem, da pač petlo vreme ide po slovenski, in da, ampak uživam v vseh teh momentih, tudi v športu, vem, da nikoli ne bom več svetovni prvak, vem, mislim, slabo kažem, me bojo drugo leto na olimpijske igre vzeli s sabo. Ne daš se, ne? Ja, ampak bom pa užival vseh teh, veš, mehnih
Zdaj sem se prav zafrkal, sem se na te tekmi, tako čas sem res dober ping-pong. A ja, v resnici. Ja, v resnici. Ker zdaj ne vem več, kva te verjetno, Ja. veš. Bil sem med 16 v Jugoslaviji, to je bil moj največji Dobro. rezultat. Kar znal sem ping-pong igrati. No. In hočem reči, da zdaj pa po 50, oziroma želel bi pa si, da bi zdaj imel, a veš, ono telo unga 25-letnika, ki je Kaj bilo, bi z njim? pa s to glavo. Ja. Čeprav mi se veliko o tem pogovarjamo in jaz mislim, da na koncu v resnici se ne bi vedeli, ne. A veš? Jaz tudi rečem, jaz bi Mogoče zdaj pa bil prav, da je 20, tako, ja. jaz Mogoče mislim, pa da prav, da je ja, tako. ke bi bilo na hard, ne. Točno tako, Ja. že tako nisem bil prvo ne na hard, Ja, kaj je bilo pa pol pa res, ne. no, saj to. Ampak a razumeš ti zorenje samega sebe, ne, da ne govoriva zdaj o tem negativnem, pa pada energija dol pa tako naprej, ampak a razumeš, da je tudi zorenje v tem izpovednem smislu tebe kot glasbenika, kot nekoga, ki tekst piše, čist next level oziroma čist nekaj drugega? Točno to. Nisem, tudi kar se glasbe tiče, jaz vem, da nisem najboljši pevec, daleč bi bil vrhunski pevec, daleč od tega, da bi bil vrhunski kitarist, daleč od tega, da bi bil vrhunski basist, ampak konkretno ta zadnja pesem, ki sem napisal, Ti si ta, ki vem, da skozi poslušaš, Tudi to bomo dali v link, a ne. Miki, sem posnel vse Miki, Miki inštrumente, moj. od klaviatur do, tudi klaviature znam malo igrati, ne. A res? Ja, kitare, vse sem posnel razen bobnov, se ne vem, če je to prav, ker imam nov band, ampak hitrejš, lažje mi je bilo narediti se sam, predno, da bi vsakega pripeljal od studia, pa kramarije, no, kar je veliko dela, no, tule sem pa hitreje se lahko sam naredil, pa sam Dobro, spreminjal, samo kar je vse bilo je treba znati. Pa dobro sem zigral, vse je solo in lušten sem naredil, no, in beki sem si odpel. A to, da vse ostane doma, ali kaj? Ne, v tem smislu, ampak zato, ker sem bil praktičen, no. Ker sem bil praktičen. Okay. Kakšno samo izpovednost ali pa samo zaznavo v tem trenutku, kako ti gledaš live, kako ti vidiš situacijo? Tako sem že povedal, Ta začel sem, trenutek. da sem pač v drugi polovici, Dobro, dejva. ampak pozitivno, to Ja, ni nič narobe, to okej. sploh nič narobe, to je ful žlahtno, teh 50, ki po pesem je bolj žlahtna. V bistvu sem se bal, če sem iskren, svojega 50. rojstnega dneva. A res? Res sem imel sem tudi velike probleme tik pred tem, tako na hard, ki sem jih lih rešil, ampak to še ostane ta rana, in po pesem se bo, kaj bo, kje bo, kako bo, ampak po pesem takoj se mi je kar malo tako smajli, drugač gledaš, ne znam, nekako bi ti to razložil. A bi jaz, ki bi tvoj tekst izpred 20 let videl, ali pa danes, a bi videl ta upgrade od Mikija? Če sem iskren, v bistvu grem jaz kar nazaj, ne, jaz muziko predvsem, ne, delam tako, kot sem delal Zeleno deželo, ki je bila na eni plošči, ki je bila tako številka 10. A veš, gor je bil hočeš me ali nočeš me, ta je bila pa tako pač, da smo nafilali, ne. In vem, da sem še delal tam v Brit, sem delal prav v studiu pri Lončini oziroma na Ankarana in studio z Sašo Fajonom. Jaz sem naredil vse in one detaljčke sem tam kar v studiu še delal, ampak je ratala ena pesem, konkretno Zelena dežela, ki je ponarodila, ne, in je bila 10. na CD-ju, tako za cifro, ampak ljudje so si jo zaradi morda enostavnosti vzeli za svojo, ne, ker ni nič nobenih solaž, kakšnih hudih. Hočem samo povedati, da to novo glasbo tudi ne kompliciram, ampak bi se raje vrnil, se obračam proti uni enostavnosti, mogoče sem premalo, govorim glasbeno zdaj, modern, ampak tako, ker sam sebi jaz govorim, ker gledam okrog, ne, radijske postaje, vsi govorijo 80, 90, oddaje imajo tem, celo radijske postaje se imenujejo 80, in 90, in se pravi, da so takrat delali dobro muziko, in jaz sem iz teh časov, in jaz bom delal samo to, kar sem takrat delal, tudi Ti si ta, je tako full najfok, ne, ni čist na prvo žogo, ampak je enostavna, dober refren, pa še kitaro sem dodal. To nam gre v uho, ne? Ja,
Ko gledam tuje glasbenike, ki se na novo izumljajo, ne, ke se zdi, kot da so na novo, ne vem, šli v korak s časom ali pa, ne, ti govoriš o tej preprostosti. Mene to spominja na en moj vibe, ki je meni bližje. Jaz te mogoče novodobne muzike ne razumem in se lažje pol poistovetim s tvojo glasbo, ali narobe razmišljam? Ti itak nimaš pojma o muziki, tako da vseeno, kaj ti misliš. Dobro, ampak vem, kva je Miki Miki, no, tako da ne se Ne, zafrkavaj. šalim se. Ja, mislim, zdaj, da nama zašla s to slovensko glasbo, Kje pa je slovenska glasba danes? Ajde, premika se v pravo smer, ako ravno samo zdaj za harmonike, ne. Zvrsti, ki je najbolj pomembna za nacijo, ni pri nas, ne. Ne, da jo malo, ampak je ni, ne. Ali pa zelo malo. In jaz sem v tej kategoriji, to je pop glasba, popularna glasba, ne. A veš, čas je bila samo popularna glasba, pa je bilo malo harmonike, pa malo, kako naj tej muziki rečem, Val 202 zgodbe, depresivna, oziroma oni pravijo intelektualna glasba, ki pač ti, pa jaz tudi ne razumemo, ne, da to je pač za višje sfere, to ne razumeš ti in jaz ne. Zdaj pa to šlo čez vse, pa malo harmonike, pa harmonike veliko, ne. Ni pa pop glasbe, ne. In zato Slovenija zgubila ful, ker pol ali rečejo, da je slovenska muzika zanič, zato ker pač ne bojo harmonike poslušali, to mi je pa pač depresivno, ne, pa sem depra zgodba. In ko se bo to odprlo, ne, pop glasba, takrat bo slovenska muzika šla takole gor. Ampak dajva iti nazaj, ne. Glasbeni uredniki vseeno so opinion makerji, ne. Tisti, kar on spusti skozi, tisti je pač, jaz tudi mislim, da je Val 202 oziroma, ne vem, prvi program za žile rezati, ne, ampak na drugi strani pač te uredniki tam so in oni sooblikujejo neko generacijo, ne, Ampak verjetno. oni so na nacionalnem radiu, ni samo ta glasba, ker vrti se samo ta glasba, tako 95% te glasbe. A kaj, to misliš, da je to, ne vem, zavestna odločitev, a je to neka... Zdaj bo šla preveč. Ne, daj kar povej, jaz imam ker me feeling, pač, zanima. Ja. jaz kar poslušam ta Val 202 in se pol jezim žena, prav zakaj poslušaš? Nekaj zato, ker se res hočem pripričati, a je res, si res Slovenci zaslužimo samo to, ne, pa mora biti ta muzika, njem nič proti njej, mi je super, Ampak tudi samo veliko to. dobrega, ampak ne samo to, pa je pa bizarna besedila, posnetki tako garažni, a veš, samo da to, da ni lepo, to me pa moti. Se pravi, da nekdo, urednik reče, to pa ni dobro, zato ker je nice, ker je toplo, ker je fajn. Ne rabi pocen, ne. Vem, da včasih brendi ne sme biti na nacionalnem radiju, pa take fore. Razumem, ne. Dobro, ampak na drugi strani ima pa komercialne radijske postaje, ki se pa dogovarjajo s producenti in vrtijo samo muziko enega producenta, V to pa jaz ne še dve za vladim. dekoracijo. To pa njihova pravica in je to okej. njihova stvar. Tebe Val je jebe... sedaj pa nacionalna Ja, štekam. zgodba, ki bi pa mogla biti nacionalna, ne pa zelo pač en segment muzike, ki je se vrti. Zdaj, ne samo Val 202, tudi na prvem programu je tako 80% iste muzike že, ne. Se pravi, včasih vse prvi program je bilo tako, kako sem rekel, kmetija za nas. Zdaj pa ni nič več od tega. Konec koncev, če sem iskren, ne, zakaj pa se tudi harmonika ne vrti na nacionalnem prvem programu, če smo mi tako nacionalni, ne, pa da je harmonika naš, pa daleč tega, da bi jaz bil za narodnjake, ne, pač jaz jih igram, pojem, tudi poslušam jih, ampak sam kvalitetne, tako tisti, ki mi nekaj dajo, ker obstajajo tudi taki, pa tudi v živo bendi obstajajo, ne samo na glavo, te fraze na prvo žogo. Te to moti. Prosim? Tako, te to moti. Tako, ko gledaš, veš, tako... Ne, zato, ker moti me v smislu, ker potem, pa so zašlavi, ker gledam na generalno slovensko Tla muziko. sva mi dva pred leti, prijatelj. Ja. Ampak zdaj v redu. Tla sva čisto v redu. Moti me to, ker gledam big picture, ne, da spet obstaja samo harmonika, ne, se pravi, da je tuc, pa to cool, da to je res dobro. Ampak pol en tak normalen moj obletnik, ali pa tudi mlajši, 30-40 let, reče, kje pa slovenska muzika, ne, mislim, kva,
ok, Nina Pušlar, Žan Serčič, to je vse fajn, top, ne? Kje več pa ni, ne? A te da snajdu. Ja, pa je, ajde, Jan Plestenjak, no, če se mu da kaj. Če je dobre vole. Če je dobro, ja. Okay. Mislim, dal bi se bistveno več narediti, potem bi se tudi pop glasba, kultura dvigala in več bi bilo slovenske muzike, in to je prihodnost, no. A ti mi je zanimivo, da si to sporednico potegnil, da je prav za narodov zavest, ne, na koncu, da je to pomembno, da obstoja ta neka izpovedna glasba, pop glasba, kaj je kvalitetna glasba. Absolutno. Mislim, harmonika ja, in pa tudi pop mora biti dober, veš. Potem pridejo hrvaški izvajalci, ki so vsi pop, ne, razen te klape, ne, pa to. In rečejo vsi, pa te Slovenci si rečejo, no, to je pa fajn muzika, ne. Ja, te muzike nimaš v Sloveniji, ne, slovenske, ne, ker je pač nobene vrti, ker Aha, tako kot je. to je moja filozofija, ne. Pa so Hrvati super, ne, Slovenci pa ne. Ampak, da ti povem, da na terenu se obrača zgodba, res pretendirajo zdaj slovenski izvajalci, spet bom rekel harmonikaši več ali manj, pa tudi neki popa je zraven, tako popa, no, tako da sem optimist, ne. Ta tvoj bend je v bistvu bend za žur, za rojstnodnevno zabavo, za poroko, kako se vidiš, a veš, kje? Jaz se vidim, da bom A igral te jaz pa svojo mojega muziko. Abrahama lahko povabim? Jaz sem vprašanje, če bom čez 20 let še igral, ne. Ja, ampak hvala boš, ne, so štisnil Madonna, no. Lahko igram s tem bendom vse. Okay. Se pravi, primarno smo se naučili mojo muziko, zdaj pa odvisno od dogodka. Če je koncert igram svojo muziko, če sem gost, igram svojo muziko, če je poroka, če sem gost na poroki, igram svojo muziko, pa moče kaj zakombiniram, kaj zraven. Rojstne dneve igram, zdaj sem igral Oktoberfest, lahko ti povem, ki bom za Silvestra igral. No, daj. Te vprašam, ne? Kje šlo za Silvestra? V Ljubljani. A res? A je to... Zdaj moraš vprašati, kje v Ljubljani? Kje v Ljubljani pa? Na Kongresnem trgu. Se zabavaš, dobro. Ne. A ja, dobro, ja. Ja. Sem ponosen, ja, vesel, da bom lahko bend predstavil, veš, no. Mislim, ja, ok, predstavo, ja, ampak vseeno je to za glasbenika, ki je si za Silvestra, je fucking pomemben, ne? A je to malo prestiž, ali je... Oboje. Pa Zoki dobro plača. Ti enkrat, za nap se prej smo bilo zmeniti enkrat. A se še niste? Za so se zmenila, sam kaj že un sok? Pingo sok, ja, za to bo, ne. Ampak to ti je, kot izvajalcu, ti je na Silvestrovo na Kongresnem trgu. Absolutno, meni konkretno, ker se moram zdaj dokazati, kot solist z novim bendom, Miki Vlahović and the band, s temi novimi fanti, ki je druga energija, mlajša energija, pač vsi so še brez spolnih bolezni, skačejo po odru gor in dol, tako good vibe. Pa, ko imaš spolne bolezni, skakati ne moraš več. Ja, pol že moraš paziti, malo da ti ne uide kaj pa tako. A a ti si bolj primir ali stojiš po koncu, skačeš? Pridna, Bom prišel, na Kongres pa boš videl. No, ampak ja, no, dej to, ne, tudi, to sem te hotel vprašati, a Miki ne bi bilo dost, Miki in band, ali pa Mikijev band? Ja, se še zmeraj lahko spremenim, to ni taka reč. Si sposoben ta CPG zamenjati, pa... Sam Miki, a ti mišljal boš Miki and the band? Miki, valjda, meni se A ne zdi, da? ja, meni se Vidim, zdi... sem jaz dal predlog, to pa so odgovorni tudi stari. Mislim, meni se zdi Vlahović super, da si ponosen, da vse je to lepo, ampak Miki tako domače... Zdaj, ker Miki Šarec ne nastopa več, zdaj A veš, bi lahko ne, sem jaz začel bi Miki Šarec velika zvezda. Razmisel, pa da, ne vem, jaz pa ne, da ima pol nekaj od tega, ker smo ti dala tako dober predlog, naprimer, veš. Mislim, dobro, kakšna 10 postop, že dolgo, ne? Od Pingota. Ej, no, ampak, a bi rekel, da poskušaš drugače funkcionirati, a si mogoče tle tudi malo bolj trezen v smislu tega menedžeriranja oziroma dogovarjanja in tako naprej. A veš, a se ti zdi, da si tle na drugačna pravila igre si postavil ali pa pristajaš? V bistvu, na nek način ja. Okay. Na katerem način ti bom pa zdaj razložil. To je, da z bendom prej sem
igral, sem bil znan samo v tem, da je bil sam žurband, ne? Okay. Pa mi smo neki svoje muzike tudi, ne? Zdaj pa pretendiram, da jaz svojo muziko, ki sem jaz napisal, dajem z odra dol in nihče mi tega ne more vzeti. Nihče ne more reči, da jaz to slabo igram, da jaz slabo pojem, da interpretiram slabo, ker to sem jaz, ni kar čem. In to je meni una najlepša stvar. Kar hočem, lahko naredim s svojim komadom. Ne? V kjerikoli verziji ga zagram, na kakršen koli način. Potem pa, glede seveda na publiko gospodi, ker veliko improviziram, znam še kaj zraven dodati in take mešance lepe pridejo, tako da na koncu naredim vse en žur, čeprav imam te kot Miki zelo romantične pesmi, te sploh ta prve, zdaj sem začel malo hitrejše, malo daj se nasmej, ti si ta, to so vse hitri, potem te tamburaši, srednjaki v bistvu, Tam je huda. ki so ljudski taki, veš, ne? Tako kot zelena država ljudska, ne? In to mi je, žena mi pravi, dej, moraš narediti ta pa ta neko nov komad, kot smo čas delali, ne? Ali zdaj spet neki komad, ki šiba, ki ga vsi igrajo in sam se ne bom ga naredil, prav nočem ga narediti. Una Olivera, kva je. Ja. Vsi to igrajo. Kao za na Mislim, že TikTok. to mi je, veš, to je napisal. Danes se že cel dan o tej Oliveri pogovarjam. No, jaz se ne bom igral. Nikoli. Ali pa mogoče za hec. Ne bom se šel učiti, to ti hočem reči. Okay. Ker bom raj svoj komad zaigral, pa bom tudi žur naredil. No? Ampak zakaj pa misliš, da v enem trenutku, ne, če ti je žena rekla, da je še ti, ne? Ker se mi zdi, da zdaj vsi. Se nič mi rekel, ampak ko mi je dala vedeti, da je bilo fajn, da bi kaj novega naredil. Kva? Okay. Rajem svoj komad naredil, nov. Tako se bildam sebe. No? Kje bi rekel, da imaš ti najbolj tako intimno izkušnjo v smislu tega nekega čustvenega dojemanja samega sebe? Prej si govoril, ne, kao tudi s Petro, da ni bilo vedno lahko, da je bilo včasih tudi hard. A se ti zdi, da tudi iz teh deep, iz teh down pozicij črpaš? Jajte. A more malo boleti? Eno lepo malo stvar, boleti, eno da- res tako lepo stvar ti povem. V nedeljo sem igral, se pravi na Bledu, Oktoberfest in zadnji komad, jaz sem že končal, pa sem pa še 3 komade, se pravi, zagral kao bis in ta tretji, sem rekel, bom zagral prvi ples, veš, kaj pol ne paše, mislim, prvi ples je pa pač ta pesem, ki sem Za hčera, ja. za hčero, ja, in za ta mladega, in jaz sem joko na odru, jaz sem se sem pazil, da šlo odpev, ne, veš, to je kar problem, da se koncentriraš, da odpoješ, zajočeš, da lahko še poješ, tako, in veš, prejš čim pa sem te ljudi, ki so bili tako pod odrom, pa te Indijci so sedeli pod odrom, in z mano, veš, ker sem res dal sebe, svoje emocije, in toliko hudo, da sem jokal, veš, to, jaz mislim, da to ne pride vsakmu pevcu do joka, sploh da svojo pesem odpoješ, mislim, in jočeš. Se takih ima kar nekaj še, no. A ti konkretno, ja, sem velikrat jokal, rad te imam, bi se zrkal za vse lahko rečem, no, ker vsaka izmed teh ima svojo zgodbo, ki jo na špilih velikrat povem, žena pa prav, da je ne smem to govoriti. A? Ja, pa jaz pravim, pa zakaj ne, jaz držim zgodbo, da si ljudje bolj predstavljajo, ne. To je tisto, emocije se tudi prodaja, ne sam pač, ko kitara dobro zveni, ne, ampak emocije, to je tisto, ki ljudje pridejo pobrati, poslušati, da je enemu fajn ali pa da mu je hudo, bojo še bolj uživali, ne. Moče sem grdo povedal, no. Pa si zmagovalec, ker Ja. to uspeš povezati. Ja, ko Se pravi, če ti jaz naredim tekst, ki ga ti ne začutiš, ki ga naš kupu v smislu, ne, da je povezan s tabo? lahko. Lahko ja, delaš. lahko. Ampak ta tvoj bolj intenzivno ga čutiš? Govoriš kaj, da če A bi veš, tvoj tekst, če je moj tekst, ne, moje videnje nekega dogodka, a ga boš še drugače? zmer lahko jaz, tudi
te sem tudi kakšen drug komad, bom govoril prej z bandom, za Beautiful Maria of my soul, to je ono, in zmer, ko sem to zapel, bilo tudi tako, veš, ko se zbudim, na koncu komaj pogledaš dol na oder in vidim, veš, da folk, da veš, ono, vidiš, da si neki si šamar si jim dal ne, pa se da se ne spomnim še kaj tazga. Kjer del svojega lifea bi pa drugače naredil, če bi lahko še enkrat? A se ti zdi, da je, ne vem, da toliko drvimo, pa to gremo čez life, da bi... Naredil sem napako pred 20 leti, A? tis bi drugače naredil, ampak ni bila glasbena. Aha. Glasbeno bi pa isto to, kar se je zdaj zgodilo, da sem Miki šel na svojo zgodbo, bi mogel že 20 let prej narediti. Morda bi to. Bilo drugače. Zdaj s to glavo vem, da bi bilo boljše. Ne. Pa so me prepričevali mnogi, mislim mnogi, kar eno 5 ljudi, tako zelo meni blizu, tudi iz posla, tudi novinarke, da bi mogel morda kaj sam narediti. Nisem imel jajc. Zato, pa tudi povem zakaj. Zato, ker sem v bistvu na nek način tudi ziharaš bil, ker familija je živela od muzike, ne, in jaz sem v 35 letih nisem imel en mesec, nisem imel frej, ne. Sprav, 35 let smo igrali skozi, do covida, ne. Pa covid spet malo zamešal in se zgodilo, kar se je zgodilo, ne. Tako da je. Ja, a v teh podaljških, ko zdaj igrava, ko zdaj pojeva, se ti zdi, da boš lahko zadovoljil en svoj ta notranji... Veš kako ga? Ja. Ja. To pa zdaj toliko uživam v temu. Meni to mi je najlepše. Prav srečen sem, da sem, Murko bi rekel, vemo kaj, da je moški, jaz pa, da sem glasbenik. Znači, je on rekel, da je moški, pa jaz nisem glasbenik. Ok, sem razumel. Ja, tako da ja, to, kar zdaj delam, je tako lepo. Lahko ti povem še eno stvar, ker sem ravno danes potrdil, da bom 5. marca drugo leto naredil svoj prvi pravi veliki koncert na Ljubljanskem gradu. Ok, zdaj se očitno ufural v zokje, ne? V bistvu ne, bom plačal. Ok. Pa ne malo. Ampak boš naredil neko retrospektivo na koncu. Tako, pa če naredil bom opus, zagral bom, ok, te moje 10-11 mojih novih, pa še kakšno moje od prej. 2 bom celo v januarju posnel, točno vem, kjer je 2 in bo to tako lepo bo. Imel bom z gosti, s prijatelji, kako ne smem, mislim, da bom ti veli govor, ampak z glasbenimi kolegi, s tistimi, ki so snemali, to ploščo, ja. In z takimi cukrčki, veš, ker že imam tamburaši prišli, pa ne smem, veliko lepi, ali pa pevci razni, no. Ja. Tudi operni, taki vrhunski operni pevci. Do unih, ki so malo manj operni. Imam v bendu, imam diplomirano harfistko, lušno, pa svoje poje. In poje beke je tudi Bilka Peršič in je lušna fejst punca in sem jo, veš, še to lahko povem, kjer pa ali tak pogovor, da po tem 50. ne grem vida flow in reka teče, ne, in jaz sam pobiram kakšno vejco tako in tečem z dno, mislim, se lijem in pobiram, kar mi življenje prinese na pot, ne. In tudi Bilka je mi tako prišla na pot, čist slučajno, in zdaj sem že 2 špila z njo in pa sem dal kot video spot, ti si ta, je tudi noter že. To je v 7. tednu se zgodil in 2 tednih, no. Gremo videti flow in je
dobre energije. Spet nekdo, ki uživa biti z mano na odru, ta punca, tako da se veselim 5. Ker malo težko marca. verjameš, ne? Prosim? Ker malo težko verjameš, a ne, da taka fejst punca. Pa da uživa z mano, ne? Ja, to sem mislil, ne. Kako si ti A vesel. veš, da, vsaj nekaj se A ti ne. vrne nazaj, ne. Ja. Včasih, če so še obreko usedu, tudi mrtvi preplavajo mimo, veš. In jaz mislim, da je to daleč najboljše, da imaš to modrost, da imaš to kapaciteto. Da so Da boš- hitrejši od mene in priplavajo. Ja, mimo. priplava, ti pa sediš, pa z bilko pijete pivo, pa. A ni to v življenju Lepa, najbolj modra. strašno? Ja, in to si globoka. zapomnim. No. Miki, neskončno veliko veselje mi je bilo, da sem klepetal s Kaj smo že tabo. fertih? Star je veš kaj, dvakrat si ta šnop sruknil, pa se mi zdi, da ni prav, da greva še globje. Ne? Prijatelj, na Ja, zdravje. ne, moj je prazen, ne vem, Da če ti to. malo lijem. Ja, si va delila, a ne. Na zdravje, hvala, da si me povabil. Ja, ful sem vesel. Dobrodošli 5. marca na Ljubljanski grad. Ja, bomo, veš kaj, nec bova dala 4. marca ven, a ne, pa, da jo vsi vedeli. Ej, moji prijatelji iz Avimeda so mi pripravili nekaj za ženo. Super, zakaj Zihar bo prav Zakaj si prišlo. mene pol povabil? Ja, ne vem, sem mislil, da je logično, da pride ona zraven, zate pa malo B kompleksa, ki si v teh letih, ne, pa no, rabim, ne. v tem času Hvala življenja. lepa. Jaz sem po tih računal, da bo žena s tabo prišla, pa sem daril za njo pripravljeno. Ni vedela, je povabila. Moj Miki. No, daj, v imenu pa razmisel, no. Ja. Sem se čisto furo, že vidim logotip sam za Miki in the band. Bravo, Vlahovič je tako na dolgo. predolgo je. Ja, pa že v osnovi mislil, da boš več računal, ne. A veš, Ki je že Vlahovič agency, ja, a veš. vsega je. Ja. Bodi dober, pozdrav doma, ženo, kušen še za me. Hvala, tudi ti, In družinico vse pozdravi, dobro. vse, Bom. še taščo Bom. pozdravi. Tašča pa, ja, te ima malo gledanega, veš, se mi zdi, sam ne vem, če je tvoj letnik, ne. Tam, Drž se, srečno. živeli.